še zadnje pismo. Danes je moral buldog Boris raznositi veliko pisem in ostalo mu je le še eno. Trgovina. Aha, tukaj si, Fredi, pismo imam zate. Posodo bi rad. Tako za pomivanje? Nekaj takega. Tudi ne za pomivanje, ampak za moje noge. Namakal jih bom, ko pridem domov. Vedno se tako utrudim, ko hodim naokrog. Ja, dobra ideja. Toda jaz imam še boljšo. Tukaj mopedi, vozički, skuterji. To je tisto, kar potrebuješ. Nekaj takega. Razbremenilo bo tvoje noge. Odlična zamisel, Fredi. Buldog Boris, kot župan mesta, mislim, da bi ti moral kupiti skuter. Ja, seveda, kako pak. Samo ena težavica je bila. Fredi jo je pojasnil. V pravlični deželi ni bilo skuterjev. Tako so morali enega naročiti iz dežele onstran morja. Ko je prispel po morju na trajektu kapitana Mroža, so vsi pohiteli v pristanišče, da bi ga videli. Pravi si ga! To je velik dan za buldoga Borisa in za pravlično deželo. Srečno vožnjo, buldog Boris. Medo Bili je vse vedel o skuterjih in zato je pokazal Borisu, kaj naj naredi. Pripravljen? Pozor! Stoj! Natakni si čelado. Zdaj pa pojdi. Boris je dobro vedel, kako užge skuter. Pozabil pa je, kako naj ga ustavi. Stop! Boris, takoj dol z moje trave! Oprosti, Leopold. Ne znam ustaviti. Ne vem, kje so zavore. Skuter, ustavi se. Joj, moje perilo. Boris, moje perilo. No, saj sem imel samo 2 brisači. Na koncu se je le naučil ravnati s skuterjem in veselo je raznašal pošto. Pismo zate. Hvala. Edini problem pa je bil, da je zdaj tako hitro razdelil vso pošto. Ni vedel, kaj naj počne v prostem času. Živjo, Boris, si že končal? Ja, sem. Zadnje čase vedno zgodaj končam delo. Hitro naredim svoj krog, tako da imam še preveč časa. Noge dam lahko v zrak. Nekateri pa imajo res srečo. Joj, ti zavidam. Oprosti. Jaz bi rad 3 posebno velike porcije sladoleda, prosim, s češnjo po vrhu. Prosim. Zelo rad se peljem s skuterjem, tudi veliko bolj sreče bi bil, če bi imel še več pošte. Edvard se je nečesa domislil. Napisal je pismo vrani Jakcu. Dragi Jaka, kako si kaj? Že dolgo te nisem videl. Počutim se dobro in še bolje se bom počutil, ko bom pojedel ta sladoled s češnjo na vrhu. Naročil je Maksu in Boni, naj tudi ona dva pišeta pisma. Maks je pisal kapitanu Mrožu, Boni pa Hani. Tukaj imam nekaj pošte zate, Boris, če nimaš nič proti. Proti? Navdušen sem. Tako navdušen je bil, da se je takoj usedel na skuter, da bi jih odnesel naslovnikom. Še bolj navdušen pa je bil, ko so vsi v mestu začeli pisati pisma. Čudovit.